Kratkoročno obstaja kar nekaj tehnik, tega je danes tudi ogromno, tudi veliko znanja je danes dosegljivega, torej ni zdaj treba ne vem kaj raziskovati. Najhitreje namreč nam v nekih takih trenutkih pomaga fizično telo, zaradi tega, ker z njim lahko preusmerimo to zataknjeno energijo v danem trenutku, da se aktiviramo, rečemo temu, v neko drugo emocionalno stanje. Seveda vedno vse prihaja iz misli, absolutno, ampak jaz velikokrat svetujem, daj probi nekaj narediti s svojim telesom, s fizičnim telesom, od smisla neke aktivacije, skakanja, skratka vse tisto, neke aktivnosti, ki te lahko pravzaprav v danem trenutku preusmerijo v drugo počutje znotraj svojega telesa. Pomaga tudi recimo tehnika, da se ustaviš, tako kot sama akcija o tem govori. Jaz temu sicer rečem zmrzni ali stop, v smislu, da dejansko ustaviš čisto vse v svojem telesu, da probaš za nekaj sekund ustaviti svoje misli, ustaviti svoje fizično telo in ustaviti tudi, kar dejansko občutiš, ampak enostavno samo dihaš. Tako, kot da bi nas nekaj polilo in bi zmrznali, veste, tako kot iz tistih risank, ko so bile snežne kraljice, pa je usmerila nate neko moč in si zmrznil. No, na ta način. Zdi se seveda smešno, ko to nekomu razlagaš, pa daj probaj, pa naredi to, ampak tudi to je strah, da si ne upamo to probati. Ker jaz pravim, probi, pa boš videl, ali to deluje. Ljudje smo zelo različni in vsak ima neke svoje načine soočanja s temi stvarmi, ki so težke v življenju. In zakaj ne? Obstaja ogromno stvari. Dihanje. Naučiti se pravilnega dihanja, ki ti lahko v takih trenutkih pomagajo. Nekaterim pa čisto kognitivno samo vse bo okej, lej, v redu, zdaj me je strah, ampak kaj lahko naredim drugače? Torej, da poskušamo razmišljati v dani situaciji drugače, kot bi recimo sicer.